Mi gremo pa zdaj na potep, ne? Oziroma kulinaričen potep. Kulinaričen potep, tele raziščimo Ljubljano, raziskujemo bolj na kulinarični plati zadnje čase z Rokom. Zakaj pa ne bi prijetno s koristnim, ali pa v bistvu prijetno s prijetnim. Prijetno z nujnim tudi, ne? Ker hrana je tudi nekaj nujnega. Prijetno s koristnim in nujnim, ne? Tako je, tako je. Ja, Rok je bil lačen, no? Rok je bil lačen. Kot sem zdaj jaz. Ja. Tako da jaz si predlagam, da si kar pogledamo, kaj sva tokrat z Rokom raziskala za vas. No, Rok, tukaj sva na Trubarjevi ulici, ne, in lačna sva. Lačna sva kot strela in deva družiti prijetno s koristnim. Tukaj imava korejsko hrano, Korean street food. Ne, korejska hrana, ne. Polklele je znana naša Riviera, ki že mnogo let streže žar pa to, ampak zato nisva, a ne? Ja, mogoče ne danes. Ne vem kaj, danes je tako poletno, mediteransko vreme. Mal bolj, mogoče ne tako konkretno mesnato, zdaj sva se ne parkrat. Super pšan, super chicken, tole bova mogla enkrat drugič sprobati. Ja. Tole bova mogla enkrat drugič sprobati. Falafel. Falafel, to sva že bila, to je preverjen. To je preverjen, to sva že bila, to je vedno dober. Abi falafel priporočamo. In sva celo zmagali, ne? Ja, najboljši falafel v Ljubljani sva izbrali. Tukaj imava Oša. Tukaj je Oša, je pa tudi taka azijska hrana, ne? Dobri nudelci, dobri rezenci. Tale Trubarjeva ulica mi tako všeč, res je taka malo bolj... Pa čompa. Čompa, to je pa odlično meso, za vse meso, ljubce, zrezke pa take stvari, ampak bolj popoldanske ure. Se naredi pa tako, živjo! Tako, ja, spet me nekdo pozdravlja. Luka vse pozna tukaj v Ljubljani. Tole pa že kar nekaj časa nisem bil, lej, pasta, pasta fresca bar. Bar s svežo pašto. Kaj pa to? Ja, dajva probati, no. To je pa tukaj le skrito malo notri v tejle uličici iz Trubarje, ki se gre, pa tudi Voltovci hodijo, tako da mora biti zih dober. Nekaj mora biti na tem, ne. Pa gužva, lej to. Šla smo v eno stransko ulico in kar... Tukaj je stranska ulica. Tukaj imamo tatuje, frizerje, erotične trgovine. Imamo pa tudi pasta lokal. Rok, poglej ga. Evo, dajmo ga pokazati, Kjer je? Tukaj le je, a vidiš? Ja. Dostavljalci že čakajo, ljudje naročajo. In to je prav italijanski par, veš? Mož in žena, ki imata tole restauracijo. Se pravi prav pristna, avtentična italijanska pašta. Avtentična italijanska in delajo tudi svojo svežo pašto, ki jo lahko kupite na Rifuzo. Tako da imajo tudi prijeten vrt, lej kakšna senca. Poglej ti to. Fajn, ljudje več ali manj za sabo vzamejo, vidim. Ampak midva se bova pa lepo usedla. Midva se bova pa usedla, zdaj sploh ni bitno, ker ni gužve. Rokice razkužati, a glede na to, da nobenega še ni na terasi, ne. Mislim, da ni treba, da dava masko gor. Tako, ker za mizo jo lahko daš zdaj dol pored. Dobro, bova tukaj. Bova tukaj le, a ne. Tako da danes pašta. Rok, kjero imaš ti najraj? Ja, meni je najboljše tu na siri ali pa... Siri, genoveze ali pa kaj takega? Genoveze, ja, mogoče to. Bova preverila, kaj danes svežega na meniju. No pa dejva. Ja, z Lukom sta dobila meni, kar nekaj listov je, se pravi, tukaj imaš res pašto na... Pašto na enmo A4. Ja. Poje pa kle so še lazanje iz pečice, priloge, mešana solata, pa za sladice seveda imajo tiramisu. Ampak midva so prišla na testenine, kle so znani po pašt, notru so pa še pijače. To ne, mora kozarček, kakšna bevanda. Bevandica, tako. No, se vam pustila prepričati. Prav. Katero imaš pa ti? Jaz sem rekel to siri, se pravi bi to probal. Bova 3 vzela. Ja, 4 formaggi. Fossili neri ali 4 formaggi, se pravi so to črne makarone. Primerne za črni svedri iz rastlinskega črnega oglja. To bo spet, da zadnje sem jedel te bombete iz oglja in se je prav poznal, da kakaš tako čist črno. Oprost, upam, da ti nisem pokvaril apetita. Ma ne, menga ne moreš pokvariti. Ampak tako je, ne? Kaj moramo pa zdaj se neki lepo ustiti tukaj okrog? Taka je realnost. Ampak gotovo oglje je načeloma zdravo. Zdaj jaz sem slišal, da danes edin makaronov ala carbonara nimajo, tvojih najljubših, ne? Ja.
Tako da se pravi ene 4 siri. Ja, pa vse, čakaj, da vidimo, dajmo še naprej pogledati, kaj pa je tale ragu. Kaj se reče, ale ragu? Kratek tip testenin, valjanih kot majhen pergament. Zanimivo, za ragujem. Mešanica mletega mesa, se pravi, načeloma neka variacija bolognese ta, ne? Aha, okej. To je po tradicionalnem receptu babice Emilije Romagna. Zanimivo. Se pravi, ta je tudi kar v igri, lahko rečemo, ragu. Špagetoni la matriciana. Meatballs of fire. Pikantni špageti s čilijem v testu, salsiča in naša paradižnikov omaka. Kot strast rdeči pikantni špageti v družbi sveže klobase s polnim okusom. Dajva probati. Jaz sem sicer tako malo občutljiv na pikantno, ampak moramo iti čez to. Spageti ala, to so spageti ala kitara. Kitara, ker to so špageti, ki se jih pa dela tako, da jih čez take strune, jih čez valjaš, teh ne režeš, ne stiskaš, ampak jih čez strune staviš, ala kitara. Ala kitara so. Ok, deva pol to. Ala kitara, pa mava se pravi. Kaj pa še tole? Spagetoni al amatriciana. Guanciale, se pravi ličnica od prašička, svetega poročili in sardinske, ne, mogoče ne. Kaj pa, če še eno lazanjo probamo? Ja, ne vem, lahko, sicer se bolj rekla pašto. Tale pašta, tradicionalni ragu. Ja, prva na meniju. Prva na meniju, zadnjo stran, zadnja stvar. Da imamo nekaj za vegetarijance, pa potem imamo še tole meatballs of fire, špageti ala kitara. Tako da z rokom bova naročila in potem snemala, ko hrano bova dobila. Tako, ja, na kratko gremo lahko v oglase, ne? Kaj misliš? Že čas za oglase? Še 10 sekund in čas za oglase. Fusilli neri al quattro formaggi è una... la chitarra, Spaghettone alla chitarra piccante. Spaghettone alla chitarra piccante with big balls. Balls of fire. I saw that you know what is. Yes, I know alla chitarra. Spaghetti alla chitarra, balls of fire. Grazie mille, hvala lepa, dobro. Evo, takole Luka dobila. No, pa mava klele, se pravi, tele so prišli ta zadnji, ne. Se pravi, ognjene kuglice, kot jih imenujejo, ne, male žogice. Balls of fire, špageti alla chitarra. Takle malo debeli špageti, potem zelo tradicionalen babičin ragu in pa kar si ti zaželel, 4 serije, 4 formaggi. Ja, taka že za pogledati kar zanimiva. Se pravi, začneva z 4 siri. Takole, opala, no, tvoja bevandica. Jo, pa kako puhasto je razrezan parmezan. Ne? Ja. Kako se reče po italijansko dober tek? Bon appetit? Bon appetit. Bon appetit. Bon appetit. Wow. Zelo sirasto. Ja. Prav ta močen sirast okus. Ni blag. Ker klej prav za kosila, ne? Ker odprti so od ponedeljka do petka, od 11 do pol 5. Taka malo bolj delavska zadeva. In sej, testenine so taka delavska hrana. Čeprav tukaj so iz testenin res naredijo v bistvu neko vrhunsko, ni tako. To pri nas doma, kaj pašta, ki se nam ne da nič drugega narediti. Imenitna sirova omaka, moram reči čist nič, ni kakšnega okusa, da je bilo to s kakšno moko goščeno ali pa kaj takega. No, zdaj je pa tudi že kar nekaj strank prišlo, kaj ne. Ko sva prišla, sva bila še sama. Mava srečo, zdaj se pa že gužva dela. Ja. Pa tudi tegale oglja se nič kaj v okusu ne čuti, samo lepa črna barva. Ja, samo sir je res tak intenziven. S tem, da v bistvu zdaj, kaj je dala čez parmezana, je to 5 sirov. 5 formaggi. 5 formaggi, mogoče. Imam pa občutek, da je morda parmezan že eden od osnovnih 4 sirov. Ne vem. Ker ni pa kakšne gorgonzole zraven. Veš, na pici 4 sire je vedno gorgonzola zraven. Kateri so pa ostali? Poznaš ti te sire? Ne vem, ne poznam. Se pravi... Bi mogla prebrati na meniju. Ja. Dobro. Meni je vsem, kjeri siri so, ker je skupaj kombinacija dobro. Zelo dobro. A greva na tele najprej pikantne, da se bova lahko z ragujem pol malo pohladila, če bo treba. A ne? No pa dejva.
Jo, jaz imam rad tele s klobaso, ki so narejeni. Ne? Aha, se pravi, to bo malo pikantno, pa mesne kroglice so noter. Tudi struktura so taki svaljkasti, ne, kitara. Te so na kitaro, ne vidiš, da so malo bolj, kako bi rekel, kvadrasti, ne skoraj da, ne bolj pravokotni kot okrogli. Evo, konkretna. Jaz se ne sploh ne morem še... Ni tako hudo pikantno, Luka. To je te povšeč, ne? Ja, meni je glih prav pikantno, no. Ja sem to preveč navil si, ja ne? Ne, Zdaj je, kar je. Je, kar je, zdaj moraš to. Mamma mia. Jaz sem veliki ljubitelj testenin, predvsem zaradi tekstur. Dobila sva tudi 3 različne teksture v bistvu. Ja. Tukaj so neke školjkice, tukaj so te kitare, tukaj so pa spet neka malo drugačna oblika, ne. Katera struktura. Struktura, je tekstura, najboljša. ta občutek v ustih. Ja. Občutek v ustih je važen. Ampak tako, katera forma pašteti pa najboljša? So to polžke, školjke, špageti? Ma jaz sem kar ljubitelj tako širokih rezancev. Aha, ja. Takih stvari, ne. Meni so blizu, meni so naši slovenski široki rezanci zelo pri srcu. Jo, smetanovi omaki pa kakšno. Ampak taki debeli špageti mi tudi niso napačni. Ne, ker če so špageti pretanki, ne, se veš, hitro se prekuhajo, potem pa ratajo zelo taki, kako bi rekel, puhasti hitro, pa tako nekako. Pocasti. Pocasti, izgubijo to lepo strukturo. Čeprav tukaj ne, so kot prava italijanska pašta malo bolj al dente, ne. Zelo dobro. Krepka, tale omaka je kar krepka, malce bolj mastna, ne? Čeprav to ne moti. Tukaj je okus je narejen iz klobase ven. V bistvu je sveže klobase. Špageti alla kitara. Alla kitara, ram. Ja, nič, na babičin ragu. Ja, ta je bil kar intenziven okus. Intenziven okus, ampak se bo lahko puhle, tale 4 siri, pa tale alla kitara grejo dobro, malo pikanten, malo tako. Mi je pa všeč, da ne komplicirajo nekaj, da dajo lepo normalen krožnik. In tudi krožniki so? Email to. Emeline, ampak to so iz kovinski so. Aha. Tele testenine so take zanimive. Aha, kar malce zavite. Odličen ragu. Pogledajte, kakšne so te testenine. Opala. No, to se še reši. Vse še reši, imenitno. To je pa res tak tradicionalno. Se pravi, to je goveje meso in svinjsko mešano. Goveje in svinjsko, ja, zato je ragu. Ne, če bi bil bolognese, bi morala biti samo goveje meso. Aha. Drugače pa razen mesa ni prav dosti razlike od bolognese, omaka je še kakšna. Pa mislim, da ne, no. Bi rekel, da je morda malo manj paradižnika tukaj. Aha, notri, da tukaj je samo malo paradižnikove meske, ja. V bolognese bi pa dodali še prav passato, ne zraven, ne prav passato. Ja, dober, ta se mi zdi, da je vsem taka, ne vem, taka, ki jo jaz najbolj poznam, ker res spominja na bolognese vseeno. Tako, ja. Ragu, kot rečeno, babičin ragu. Klasika. In recimo, jaz sem bil ravno zadnjič pri eni babici, ki je tudi rekla, da je naredila ne pač bolognese ali makaron, flajš, kot babice rade rečejo. In se je zelo približala temu, tako da tole lahko rečem sam. Babice vejo. Je tako, kakor more biti. Ja. Luka, zdaj smo vse stestirala. Povej, če bi mogel naslednjič pridati enega izmed teh 3, katerega bi naročil. Jaz mislim, da bi se odločil za tele špageti alla kitara, ki so pikantni, mesnati, osvežujoči, poleg svoje pikantnosti, bi si pa dal malo parmezana čez. Aha. Ne? Možno, da so ti tradicionalno brez parmezana. Ne? Hvala za malo parmezana. Ja. Ne? Tele so tudi zelo dobri fosili, ne? To so v bistvu vegetarijanski. Ja, a tere bi dal torej na drugo mesto?
Recimo, da rečejo, nimamo. A ja, kaj Meatfire. od tega trega mi je bilo najbolje? Ne? Ja, Pa težko se tukaj res odločim. Ne, ampak kaj, zdaj se moraš, Luka. Zdaj se moram. Naslednjič ne boš dveh na Veš roke. kaj, pojk bi dal na drugo mesto, ne bi, ne, ker če bi prišel še s kom skupaj, bi rekel, da bom jaz teta pikantne, Ja. pa da ti une sirup, Pa boste malo pa bova pomešali. pol, ne, da se Ampak malo usta sam prideš, Luka, ne zdaj iskati izhodov, sam prideš, nekaj moraš naročiti. Ja, pol pa špageti carbonara. Carbonara, kaj jih mi, daj, Luka. Kaj no. danes ni bilo. Ja, Ampak drugače mislim, da bi tele ala gitara. gitara. So mi po teksturi zelo všeč. Pa so taki res debeli makaroni. Debeli Viš kaj, jaz bi pa vzel quattro Ti formaggio. bi pa quattro formaggio vzel. Ne? Ampak, če pa ne veste kaj, bodo pa tele babične testenine in babičen Ziharca. ragu vedno na mestu. Ne? Ja, Zihar je zihar. klasika, ja. Mogoče te res malo bolj izstopajo z okusi, no, pa smo teh preveč navajeni in zdaj, če gremo v nek tak fin plac, kjer imajo makarone, jaz rad malo eksperimentiram. Ker, če imate radi testenine, je to definitivno lokal, ki ga morate sprobati, Raw Pasta, tukaj le na, kako se tale ulica Ne vem, imenuje ob v bistvu? Trubarjevi. Ob Trubarjevi, ne morete svaliti. Sej, tabla je, zavijete levo, ne, če greste iz centra proti mostam po Trubarjevi, samo na levo, tole malo uličico, ne morete svaliti, drugače imajo pa tudi spletno stran na socialnih omrežjih, so aktivni, Instagram imajo, za seboj lahko kupite sveže narejene testenine za doma in omako, da potem Aha, se tudi doma lahko to pripravite, tako, lahko si naročite preko Volta, Vse se da. vse se da, če se Je pa hoče. res treba biti pozoren, imajo precej ozak delovni čas. Tako je, od ponedeljka do petka, od 11. do 16:30 ure, se pravi do pol petih, od 11. do pol petih. Tako. Kaj bi radi še, da preizkusva, napišite Napišite, bova komentar probala. ali pa napišite tudi tu, tam je pa boljša pašta, bova šla še tja probat, preveriti. Tako da, ja, neč, Imajo tudi lazanjo? tudi. Če ste pa doma, zdaj le, kad tole gledate, si pa sami skuhajte kakšno pašto. Pa naj bo al dente. Al dente. Midva z Lukom bova pa še malo uživala. Luka, na zdravje. Na zdravje, tudi vam. In se gledamo, pa dober tek. Dober tek. Joj, meni je ta res, bom jaz kar... Če kar to pojem, bom pa jaz... A boš ti to končal, a to se bo pa razdelile? Lahko je. No, prav zmeljeno. A veš, za te tudi malo več ustave, veš. A ja.